Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Las Vegasa, kjer si bomo skupaj skušali ogledati vse tiste podatke pred začetkom same nedeljske dirke. Tudi zadnji brifing velike nagrade Las Vegasa bo kot običajno razdeljen na 3 ločene dele. Najprej si bomo ogledali razburljive in presenetljive kvalifikacije. Nato seveda bomo nekaj pozornosti posvetili telemetriji in skušali razumeti ritem. Za konec bom pa kot običajno predstavil tudi mojo osebno vizijo glede možnih strategij. A seveda začeli bomo s samimi kvalifikacijami, kjer smo opazili, da je v navednicah rahlo deževalo. Kljub temu, da so vremenske napovedi pravile nekaj drugega. Seveda možnost padavin je bila omenjena, ampak v tako nizkem odstotku, da temu verjetno nihče ni namenjal prevelike pozornosti. Ampak deževalo je. Zgodi se tudi to. Ne smemo pozabiti na nekaj. Namreč temperature v Nevadi so bile tako nizke. In seveda, če dodamo še padavine in vodo na asfaltu, to pomeni, da je imel marsikdo težave z doseganjem temperature pnevmatike. A ne glede na vse, najboljši Lando Norris, že tretjič zapored, če me spomin ne vara. In treba je poudariti, da Lando Norris v svojem kvalifikacijskem krogu ni napravil nobene napake. Lahko bi dejali, da je bil popoln. In poleg njega z relativno majhnim zaostankom Max Verstappen. In zopet smo seveda v rahlem dvomu, kaj bi dejali o Maxu. Namreč že tako nas je razvadil, da kvalifikacije, ki jih je prikazal tu, so zanj standardne. Čeprav v primerjavi z drugimi so seveda nekaj posebnega. Ampak za Maxa izgleda, kot da je to nekaj pričakovanega. Zato naj ne njegovi navijači zamirijo, ker ga ne bom nekako koval v zvezd. Max Verstappen s tistim, kar nam je pokazal tokrat na kvalifikacijah, je samo potrdil, da spada v tisto izjemno ozko skupino najboljših. Na 3. mestu Carlos Sainz mlajši, kar je seveda izjemno presenečenje za voznika Williamsa. Tu je treba poudariti, da ima Williams F47 neko tendenco, da rahlo pregreva pnevmatike, kar je tokrat prišlo še kako prav španskemu vozniku. Ampak po drugi strani njegov moštveni kolega Alexander Albon je napravil napako prav na začetku kvalifikacij. In torej je razvidna ta razlika v kvaliteti med enim in drugim. Res na začetku same sezone smo videli, kako je bil Albon z izkušnjami v prednosti pred Sainzem, ki se je dobesedno privajal. Ampak sedaj je zgodba bistveno drugačna. Sedaj je Sainz tisti, ki nam kaže zanimive rezultate, medtem ko je Albon oni, ki ima iz dirke v dirko več nezgod in več nesrečnih pripetljajev. Ampak ni važno, za ekipo, kot je Williams, je 3. mesto na kvalifikacijah
fantastičen rezultat. Na 4. mestu seveda George Russell. In podobno kot v primeru Maxa Verstappena bi lahko tudi tu dejali, da je šlo za standardne kvalifikacije, kar se tiče tega britanskega voznika. Ampak na 5. mestu Oscar Piastri. Tisti edini pravi zasledovalec Landa Norrisa. In lahko bi dejali v tem primeru, da je šlo za rahlo ponesrečene kvalifikacije. Namreč Piastri ni pokazal vsega, kar bi lahko, a če sledimo izjavi, ki jo je dal Andrea Stella, tako ali drugače bi Oscar ostal tam nekje v drugi vrsti, torej na 3. ali 4. mestu. Glede na to, da ima njegov moštveni kolega najboljši štartni položaj, mislim, da splošnega vtisa to ne more popraviti. In če smo iskreni s tem, da je bil najhitrejši Lando Norris in seveda samo 5. Oscar Piastri, smo zopet dobili dokaz, da prvič Oscar Piastri ima šibko točko na samih kvalifikacijah in drugič, da je Lando Norris tisti, ki je ogromno pridobil na samozavesti. Na štartu se lahko zgodi marsikaj. Posebej zato, ker je Max Verstappen sosed Landa Norrisa v prvi štartni vrsti. Ampak vseeno, če si res želi Oscar Piastri postati svetovni prvak v letošnji sezoni, bo moral pokazati nekaj bistveno več. Če ni za vse skupaj že prepozno. Namreč, kolikor bi se dirka končala približno tako, kot smo videli rezultate kvalifikacij, menim, da bomo lahko dejali, da je Lando Norris letošnji svetovni prvak. In čeprav si nekateri izmed vas bodo morda mislili, da nezasluženo, menim, da se motim. S takšnimi nasprotniki je seveda precej enostavno ubraniti prednost, a zgodi se lahko karkoli. Zato bo zanimivo spremljati, kaj se bo dogajalo na sami dirki. A ne smemo mimo razočaranja, kjer se bomo najprej ustavili pri novincih. Namreč mnogi v takšnih razmerah dobesedno popustijo in ne dosežejo onega, kar smo pričakovali mi in kar so si želeli tudi oni. To bi lahko dejali, da naprimer Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, ne smemo pozabiti na Oliverja Bermana, so tisti, ki pravzaprav so tam v ozadju, ker je Antonelli voznik, ki ga nismo pričakovali tako zadaj. Seveda, nizke temperature so lahko neke vrste izgovor za slabe kvalifikacije. Ampak, če pogledamo, naprimer, kaj je pokazal Izak Hadjar, ki je prišel v 3. del kvalifikacij, vidimo, da le ni vse na tem. Hadjar po svoje kaže tiste kvalitete, ki bi ga lahko postavile naslednjo sezono v ekipo Red Bull. Ampak menim, da je zaenkrat še malce prezgodaj, da bi govorili o tem. A vsekakor ne smemo mimo dejstva, da je največje razočaranje Scuderia Ferrari. Tu je treba poudariti, da rezultati predvsem prvega in drugega prostega treninga so marsikaterega navdušenca dobesedno zavedli. In pričakovanja so bila sorazmerno visoka. Še sam Frederik Vasseur je izjavil, da so pri Ferrariju pripravljeni boriti se na najvišja mesta na sami dirki. In seveda gre za mojo izmišljotino, temveč to sem prebral na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Ampak na kvalifikacijah smo videli, da je Lewis Hamilton zasedel 20. mesto
In tudi Charles Leclerc je bil bistveno pod pričakovanjem. Najprej je treba povedati, da pri Ferrariju na razmočeni progi nikoli niso bili v zadnjem obdobju preveč konkurenčni, ampak to ni izgovor. Lewis Hamilton ni bil sposoben spraviti pneumatik v temperaturo. Znano je, da ima Hamilton izjemno blag stil vožnje in tudi seveda pripetljaji, ki smo jim bili priča, ga niso postavili v razred najboljših. Tu menim, da je treba se malce ustaviti in zamisliti. Po mojem mnenju ni samo Hamilton kriv za tako slabe kvalifikacije, ampak je treba iskati vzroke tudi drugje. Ne opravičujem voznika, ampak tudi ekipa mu že celo sezono ne daje podpore. Potem, če pogledamo izjave, ki smo jih slišali strani samega predsednika Ferrarija, je seveda situacija že na meji kritičnosti. Ampak, če je Hamilton s Ferrarijem bil bizarno počasten in je imel v svoji prekrasni karieri prav sedaj v Las Vegasu najslabše kvalifikacije, tudi Charles Leclerc z rezultatom ne sme biti zadovoljen. Ne smemo tu pozabiti, da mnogokrat na kvalifikacijah je prav Charles Leclerc, ki s svojim talentom nekako zakrije pomanjkljivosti samega bolida. Ampak menim, da pri Ferrariju se morajo za trenutek ustaviti in prenehati iskati takšne, imenujmo jih, instant rešitve. Voznik lahko naredi kdaj pa kdaj čudež, ampak ne smemo to pričakovati prav na vsaki dirki. Potrebno mu je dati dobro osnovo in na to bo lahko tudi posegel po najboljših štartnih položajih, po zmagah, po naslovu. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki. Izhodišče za Ferrari je katastrofalno slabo. In sedaj seveda prihajamo do tistega drugega dela, kjer bi se morali najprej posvetiti ritmu. A danes tega ne bo. Namreč nismo imeli priložnosti videti, da bi vozniki napravili dovolj dober stint, kjer bi se ritem sploh lahko dalo izračunati. Namreč, vsaj po mojih osebnih kriterijih, je minimum 4 krogov zaporednih v konstantnem ritmu tisti minimalni rekvizit, da lahko karkoli rečemo. Ampak znano nam je, naprimer, da v drugem prostem treningu se ni zgodilo nič kaj takega, kar bi kazalo na to, da bi dobili podatke. Če pogledamo rezultate tretjega prostega treninga, bomo pa zopet tam, namreč McLarena sta bila naprimer lepo zadnja in bomo računali ritem iz takšnih podatkov. Upam, da me razumete, zakaj sem se odpovedal kakršnemu koli napovedovanju ritma, ker seveda to ne bi izrazilo tiste pravilne situacije. Ampak kljub vsemu iz telemetrije lahko razberemo marsikaj zanimivo. Vzeli bomo zopet seveda drugi prosti trening, kajti na razmočenih kvalifikacijah nam telemetrija ne pomaga dosti. In kot sem že dejal, v tretjem prostem treningu nismo videli pravega razmerja moči. A če sedaj primerjamo rezultate, ki smo jih videli na drugem prostem treningu, bomo lahko videli nekaj zanimivega. Namreč razliko pri nastavitvah, naprimer med Mercedesom in McLarenom. Seveda tu imamo Landa Norrisa ter Andrejo Kimi Antonellija. Če ste pozorni pri krivujah, boste opazili, da je Antonelli tisti, ki dosega višje hitrosti in seveda začenja zavirati malce kasneje.
Medtem ko Lando Norris je oni, ki ima v tehničnih delih, v ovinkastih sektorjih malce več oprijema. In prav po podatkih, ki so dosegljivi na spletu, so pri McLarenu napravili kar nekaj sprememb na tem področju. Imeli so prednji aerodinamični stabilizator, ki je bil malce bolj ekstremen, ki je dovoljeval doseganje višjih hitrosti. Ampak so se raje odločili za varianto, ki nudi malček več oprijema. In kot zanimivost, na progi, kot je ta v Las Vegasu, lahko vidimo, da pravzaprav pri McLarenu visokih končnih hitrosti nimajo. In ne smemo pozabiti, tista glavna ravnina na tako imenovanem stripu je dolga 2 kilometra. Torej, zakaj so se pri McLarenu tako odločili? Prvič, zaradi tega, da imajo v navednicah lažji bolid za obvladovanje. S tem so pomagali na primer Lando Norrisu, kar je pravilna odločitev glede na situacijo. In seveda ne smemo pozabiti, da so si pomagali v primeru, ko bodo imeli vodilnega voznika, ki bo moral bežati. Bežal ne bo toliko na ravninah kot na tehničnem delu, kjer bo ustvaril razliko, da mu potem oni, ki sledijo, kljub DRS-u na ravninah, ne bodo prišli do življenja. A seveda videli bomo tudi tokrat, kaj se bo zgodilo na sami dirki za veliko nagrado. In si bomo pa sedaj pogledali še tiste moje osebne napovedi glede možnih strategij. Seveda so 3 variante, 2 z 2 postankoma, 1 z 1. Po mojem mnenju bodo tu vozniki začeli na pneumatiki medium. Življenjska doba tam okrog 12 krogov v prvi varianti, nato pneumatika hard za nadaljnjih 24 krogov in na koncu še zadnji del, približno 14 krogov na pneumatiki medium. Ampak obstaja tudi druga varianta, kjer je pneumatika medium tista, ki zdrži približno 10 krogov in imamo na to 2 dela na pneumatiki hard po približno 20 krogov. Imamo seveda tretjo varianto, ki bi lahko prišla v poštev, ampak kot običajno je nekoliko mejna. Še posebej sem tu malce skeptičen, ker nimam dovolj podatkov, ampak začeti na pneumatiki medium odpeljati 18 krogov in nato 32 krogov na pneumatiki hard, se mi sedaj tu od doma zdi realno, čeprav nisem prepričan v hitrost te izbire. A videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo in analize kot običajno sledijo. Kar se tiče našega zadnjega briefinga, kot ste razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.